Pogovarjali se bomo o tem, kako lahko poskrbiš zase. Zdaj, jaz sem zelo vesela, da sem danes lahko tukaj. To je za mene malo tako, kot priti domov. Sem Tjaša M. Kos, psihologinja, doktorica psihoterapije. Že več kot 15 let delam v samostojni terapevtski praksi in moje poslanstvo je pomagati ljudem, da bolj kvalitetno, polno zaživijo sami sebe. To, kar bi si jaz želela, je to, da neka znanstvena spoznanja niso sama sebi namen, ampak da ti pomagajo, da z njimi zaživiš samega sebe na bolj izpolnjujoč način. Jaz zelo redko delam z slepimi in slabovidnimi, tako da je za mene tole danes ena posebna priložnost, eno posebno veselje, poseben privilegij, da lahko govorim ob 100-letnici zveze in upam, da bomo s tem, kar danes delamo, pomagali pokazati svetu, da smo tudi slepi, slabovidni ljudje, ki živimo ena polnokrvna, polnovredna življenja. Tako da, ko sem razmišljala o skrbi zase in o nas, ki imamo težave ali pa okvaro vida, sem najprej pomislila na to, da v bistvu na en način znamo v današnjem času relativno dobro poskrbeti za ene osnovne stvari. Pa sem se vprašala, če je to dovolj in če je dovolj, da imamo, da smo siti, da nam je toplo, da smo suhi, preskrbljeni. A je to res dovolj za srečo? Če te zanima, kako je z srečo, z doseganjem sreče, kaj nam danes sodobna znanost lahko pove o sreči in kako jo lahko povežeš z svojim življenjem, bom vesela, če ostaneš z nami. Tole je to, kar sem te pripravila za danes. Najprej bi malo spregovorila o tem, kje slepi in slabovidni danes pravzaprav smo. Kako jaz vidim, kje smo. Potem bi se malo pogovorili o teh naših potrebah, velikokrat se govori o posebnih potrebah. Rekli bi nekaj o tem, kaj te slepi, slabovidni rabimo in kaj te naše posebne potrebe so. Kako lahko poskrbimo za njih. Nekaj bi spregovorili o sreči, o tem, kaj je sreča, kaj sreča ni, kaj nam danes znanost pove o doseganju sreče. In potem bi bili še malo aktualni in bi se pogovarjali, kako pa o koroni. O tem, kako lahko poskrbiš zase v tem času kriznih razmer. Tako da dobrodošel, dobrodošla, da se skupaj zapeljemo po poti do sreče. O slepih in slabovidnih, o situaciji, v kateri smo se znašli, tako kot jaz vidim. Če pogledava, kaj se je dogajalo s slepimi in slabovidnimi skozi zgodovino, vidiva, da so bili nekako ves čas stigmatizirani, zaznamovani. Veliko mitov je okrog slepih, pripisovali so nam nekakšne magične, nadnaravne sposobnosti. Velikokrat je bila funkcija slepih, da so bili nekako, temu se reče kot malo grešni kozli družbe, družba je poskrbela za njih, zato da je nekako oprala svojo grozo, svoj strah. Slepi, slabovidni so od nekdaj sprožili ali pomilovanje ali pa neko strahospoštovanje. Imeli so jih za modrece, pripisovali so nam neke nezemeljske lastnosti, velikokrat pa je bila dejansko usoda slepih in slabovidnih, da so bili marginalizirani, odrinjeni na rob družbe. Še dobrih 100 let nazaj se je bila usoda tega, če si bil slep ali pa slaboviden, to, da si pletel košare, ali pa sestavljal metle. Danes
ja, ko se pogovarjam z ljudmi starejše generacije, vejo povedati zelo veliko o tem, kako so bili ovirani pri študiju, o preprekah, da niso mogli živeti svojih nagnjenj, svojih želja, da se niso mogli izobraževati. Moja osebna izkušnja je zelo drugačna. Jaz sem imela ta privilegij, da sem oslepela okrog leta 2000 in v mojem času nam je bilo na razpolago ali pa mi je bilo na razpolago veliko sredstev pomoči. Tako da jaz moram reči, da tako kot jaz izkušam svoje življenje, pravzaprav ugotavljam vedno znova, koliko možnosti imam, kako veliko možnosti ima moja generacija ali pa mlajši slepi in slabovidni. Oslepeti ali pa imeti okvaro vida danes je nekaj povsem drugega, kot je bilo pred, 50 leti. Vse možnosti, ki jih danes imamo, nam dejansko omogočajo, da lahko razvijamo svoje potenciale. Jaz bi se na tem mestu rada spomnila vseh ljudi, ki sem jih srečala na svoji poti, ki so mi bili pripravljeni odpreti vrata. Najbolj se tukaj spomnim na moje profesorje na faksu, na psihologiji. Jaz sem še danes z velikim veseljem spomnim marsikoga izmed njih. Vem, da dolgujem to, da sem danes tukaj, kjer sem, da lahko svoje življenje živim kvalitetno, izpolnjujoče, da lahko dajem mogoče nekaj v družbi nazaj. To dolgujem temu, da sem jaz najprej dobila. Meni je bilo zelo veliko dano. Zdaj lahko to dajem naprej. Tako da na tem mestu bi se rada v prvi vrsti zahvalila vsem, ki so mi bili pripravljeni odpreti vrata. Ne bi rekla, da so mi bili pripravljeni odpreti vrata vsi, ampak bilo jih je dovolj. Dovolj, da so mi pomagali zaživeti kvalitetno življenje. To, kar jaz danes opažam, kar se tiče naših ovir, med slepimi in slabovidnimi, pa tudi med videčimi, je to, da je danes večina ovir v naših glavah. V glavah slepih in slabovidnih, in v glavah ljudi, ki nas obdajajo. Tako da, kar bi si jaz želela od našega današnjega druženja ali pa od vsega mojega dela, je to, da bi motivirala ljudi, da premagamo naše ovire, ki jih nosimo v naših glavah, da se odpremo za svet in priložnosti, možnosti, ki jih imamo. Samo s tem, če se bomo odprli za naše možnosti, priložnosti, ki jih imamo, bomo lahko stopili naprej naproti našim potrebam. Danes živimo v privilegiranem svetu. Zelo veliko vemo o naših potrebah. Abraham Maslow je v 50 letih, ko je odprl vrata humanizmu in je začel poudarjati tipično človeške lastnosti, ki jih imamo ljudje, je zelo lepo besedil, da je pomembno, da naše potrebe zadovoljujemo, on je rekel, hierarhično. Najbolj pomembno za nas seveda je, da zadovoljujemo naše fiziološke temeljne potrebe. Imamo tudi potrebe po ljubezni, vsi si želimo biti varni, sprejeti, spoštovani. Izkaže pa se, da ljudje za to, da zaživimo polno zadovoljujoče življenje, potrebujemo več, kot samo to, da smo siti, na varnem, da smo ljubljeni, da imamo občutek, da nas nekdo spoštuje. Ko sem oslepela pri 20, je bila prognoza, da bom slepa in inkontinentna do konca svojih dni. Takrat se je zelo tehtno in resno razmišljalo o
tem, da se mi preskrbi neka postelja v domu za ostarele. Tam bom sita, suha, varna, lepo o ljubezni in spoštovanju, to pustimo odprto, ampak tako bi bila družba več ali manj pomirjena. Ko danes pomislim na to opcijo, sem vesela, da se to ni zgodilo. Kakšna škoda bi bila to za mene in nenazadnje za vse ljudi, ki jih srečujem, in nenazadnje za moje otroke. Samo s tem, ko jaz rastem, lahko tudi dajem. In takrat, ko imamo zadovoljene tiste naše osnovne, najbolj bazične potrebe, začnemo razmišljati o stvarih, ki nas presegajo. Samo kruh in voda za srečo pač nista dovolj. Ljudje imamo v sebi številne potenciale. Govorimo o samoaktualizaciji. Želimo se aktualizirati, želimo realizirati tisto najboljše, kar je v nas. Danes vemo, da so takrat, ko živimo tiste stvari, ko živimo, rečemo temu, naše talente, ko živimo stvari, ki nas izpolnjujejo, navdihujejo, ko res živimo tisto našo najglobljo srčiko, takrat se za nas čas ustavi. Takrat doživljamo tiste presežne trenutke sreče, radosti, trenutke, ki smo jih sposobni ljudje, tiste trenutke, ki nas delajo človeške, in nenazadnje, to so trenutki, s katerimi se povežemo tudi z drugimi človeškimi bitji v naši humanosti. Govorimo o aktualizaciji, o samoaktualizaciji. Aktualizirani ljudje so tisti, ki so srečni, ki so bolj zdravi, ki živijo dalj časa, ki imajo dobre, sveže ideje, ki povezujejo ljudi. Dolgo časa so mislili, da je potrebno imeti za to, da bi bil samoaktualiziran, da bi našel svoj smisel, da je zato potrebno, da imaš zadovoljene, kot je Maslow rekel, nižje ali pa primarne potrebe. Danes vemo, da ni tako. Franklovo delo nam dokazuje z njegovo željo po smislu, da imamo ljudje željo po aktualizaciji tudi takrat, kadar naše temeljne potrebe niso zadovoljene. Prav tako, da realiziramo naše potenciale, nam dejansko lahko pomaga, da preidemo tudi marsikatero bolečino, tudi marsikateri hendikep. Samo aktualizacijo lahko nekako vzamemo, vidimo kot neke vrste psihološki analgetik, nekaj, kar ti dejansko pomaga ublažiti tvojo bolečino. Velja, da se kvaliteta ali pa nivo družbe prepozna po tem, kako je sposobna poskrbeti za svoje najšibkejše člene. Samo to, da naše najšibkejše člene, da ranljive skupine obvarujemo pred bolečino, pred lakoto, pred žejo in da jih držimo na varnem, še ne omogoča kvalitete humanizirane, zrele družbe. Jaz moram reči, da res z veseljem ugotavljam, da je v naši družbi veliko gibanj, veliko iniciativ, veliko tendenc, ki začenjajo to vse bolj razumeti. Zelo sem vesela, da se sploh med mlajšo generacijo pojavlja vedno več iniciativ, vedno več pobud, spodbud, da je vedno več razumevanja, tudi zato, da se odprejo vrata za razvijanje tistih potencialov, tako pri slepih in slabovidnih, kot pri drugih hendikepiranih, ki niso neobhodno vezane zgolj na golo preživetje, ampak ki omogočajo, da preživimo
kot ljudje. Osebno me zelo navdihuje znanost o sreči. Ko sem se znašla pri 24 na tisti bolniški postelji in se je nenadoma ugasnila luč in je kazalo, da se je moje življenje končalo, sem se zelo temeljito spraševala o tem, kaj je pravzaprav bistvo mojega življenja. S čim želim napolniti to posodo, to življenjsko posodo, ki mi je ostala. Takrat sem začela zelo jasno razmišljati in se zavedati, da je vse ostalo zgolj kozmetika. To, kaj ostane, kar je res pomembno za mene, je moje doživljanje življenja. Moje doživljanje mojega bivanja. Kasneje sem skozi študij psihologije ugotovila, da imamo za to znanstveni izraz. Reče se mu zadovoljstvo življenjem ali pa subjektivno blagostanje. Z veseljem sem odkrila, da dejansko obstaja znanost o sreči. To, kaj nas dela srečne, so raziskovanja, vprašanja, ki so stara toliko kot človeštvo. Ljudje so skozi zgodovino iskali različne odgovore v religiji, v hedonizmu. Nekaj časa je veljalo ta hedonističen princip, da je sreča to, če kopičiš čim več užitkov, čim več drobnih, srečnih, prijetnih trenutkov. V to nas želi vedno znova prepričati tudi naša današnja potrošniška družba. Kasneje se je pojavila tako imenovana eudemonična perspektiva, kjer so začeli verjeti, predvsem Aristotel je razmišljal, da nas dela srečne to, ne samo to, da uživamo, temveč to, da živimo v skladu z našimi vrednotami. Kasneje so humanisti to misel povzeli in danes imamo znanstvena spoznanja, ki nam z močno znanstveno metodologijo omogočajo, da res dejansko pokukamo za te tančice. Kot rečeno, meni je zelo všeč delo Martina Seligmana, enega izmed vodilnih raziskovalcev znanosti o sreči, ki naredi nekakšno integracijo, povzame ta znanstvena dognanja, ki so se nabirala skozi zgodovino. In pravi, da je sreč več, da ni sreča ena sama, da bomo doživljali srečo na različne načine v različnih obdobjih našega življenja. Malce poetično povzame, da gre sreča od pokrajin zadovoljnega življenja, se pravi od tega, da dejansko kopičiš čim več ali pa kopičiš temu prijetne trenutke. Nekaj dobrega poješ, nekaj finega spiješ, greš na kakšno simpatično potovanje, kaj dobrega povohaš, skratka se zabavaš s prijatelji. To je en fajn del sreče. Ja? Ampak Seligman pravi, to je en del sreče. Popotovanje gre naprej. Popotovanje po pokrajini sreče gre naprej do razvijanja potencialov. Drugačno vrsto sreče doživljaš takrat, kadar razvijaš tiste stvari, v katerih si dober. Maslov je rekel, vrtnar ne vrtnari, glasbenik naj igra. Svoje potenciale realiziramo takrat, kadar počnemo stvari, ki nam ležijo. Ko sem se jaz odločila za študij, je bilo zelo veliko idej in pravzaprav kar precej pritiskov, veliko, danes bi temu iz pozitivnega stališča rekli vzpodbud, jaz sem jih takrat doživljala res kot pritiske, da ne grem študirati nemščino, ker pač slučajno govorim nemško in ker kot slepa, je vendarle treba iti po liniji najmanjšega odpora, biti vesela, da nekaj bo iz tebe, da nekaj imaš,
ne si preveč želeti, ne imeti nekih ambicij, biti zadovoljna s tem, kar imaš, pa to je to, ne, pa tih bod, pa čim manj problemov deli. Ja, to je bila pač ena linija, ena vizija mojega življenja kot prevajalka in najbrž bi mi šlo tudi tako življenje čisto v redu. Jaz pa sem imela vse eno zelo močno željo. Mene so od nekdaj privlačile zgodbe ljudi. Kot, tako da ne bom rekla majhna punčka, ampak najstnica, mladostnica, sem požirala Dostojevskega, Sartra. Meni so bile te stvari od nekdaj blizu. In od nekdaj so me fascinirale zgodbe ljudi. Tako da jaz sem čutila en klic k psihologiji. In danes vem, da se v mojem psihološkem delu, v mojem ustvarjanju zgodb, v katerih se posamezniki najdejo, prebudijo, razvijajo svoje potenciale, premagajo svoje strahove in grejo naprej. Danes, 20 let kasneje, razumem, da se je tukaj nekje srečalo moje znanje in da so se poklopili moji talenti. In sem neizmerno hvaležna, ker lahko živim svoje življenje z tem, kar mi je bilo, recimo temu, položeno v zibelko. Razvijanje potencialov, talentov, to je tisto, kar nas osrečuje. To je takrat, ko se čas ustavi. Ampak Seligman pravi, da to še ni čisto tista največja sreča, ki jo lahko imamo, da obstaja še ena vrsta sreče. Da obstaja še ena vrsta sreče, ki smo jo ljudje sposobni. In to je takrat, kadar doživljamo naše življenje kot smiselno. Kadar najdemo naše poslanstvo. Seligman pravi, da smisel življenja doživljamo takrat, kadar uporabimo svoje potenciale, ne za nas same, kot nas uči potrošniška družba, ampak takrat, kadar bomo svoje potenciale uporabili v službi nečesa, kar nas presega, v službi nečesa, kar je večje, kot smo mi. A je to, ne vem, družina, ali je to neko društvo, ali je to ideja, skratka za nekaj, kar je večje, kot si ti. Takrat, kadar razširiš to, kar ti je bilo dano in začneš svoje talente uporabljati ne zase, ampak za nekaj, kar te presega, takrat doživljaš svoje življenje kot smiselno. Tukaj mi pride na pamet zgodba mojega Jana. Moj Jan je zdajle star 11 let in njemu je težko. Zdajle so se začeli hormoni in fant ne ve prav dobro, kaj bi sam s sabo. In tako smo mi zdaj v tem času korone posvojili Mucka. Iz zavetišča smo vzeli 4 leta starega mačkona, ki ga nihče drug ni maral. In v glavnem je bila to Janova želja. Jan se je odločil, da bo naredil svet za košček boljši. Toliko, kot to 11-letni fantek zmore. In tako je vzel k sebi tega starega mačka z rano na glavi in ga ves čas neguje, skrbi za njega, mu čisti obupno smrdljiv mačji WC, ker naš mac je pač hišni mac. Odkar Jan skrbi za Muca, se bistveno manj pritožuje, neprimerno lažje vstaja in tudi praznjenje pomivalca in vse krivice, ki jih doživlja ob bratcih, naenkrat nimajo več tiste teže, ki so jo imele prej. Jan je v tem trenutku našel svoj smisel. V tem,
da naredi življenje nekoliko lepše za majhnega, zavetišnega mucka. In to je zgodba, kjer dobivata oba. S tem bi rada dala en razmislek o tem, potrošniški družbi, ki nas uči, kako moramo kopičiti in nalagati in poskrbeti zase. Ta poskrbi zase parola, žal, zelo pogosto zazveni v nekem egoističnem smislu. Vendar ni mišljeno tako. To, da poskrbiš zase, pomeni, da poskrbiš za svoje potrebe, zato, da boš lahko ob tem poskrbel tudi za potrebe drugega. Tukaj bi ti povedala še eno zgodbo, spet o mojem Janu, ki se je mene zelo dotaknila. In včasih se mi zdi, da zna Jan v svoji otroški duši tako preprosto besedati tiste stvari, ki jih visoka znanost lovi v številke. Nekega dne se peljemo z avtom v šolo, zadaj na zadnjem sedežu, zdaj te 3 majhni fantki in spredaj midva z možem. In Jan na zadnjem sedežu pravi: mami, a grem lahko na tekmovanje iz logike? Jaz mislim, tekmovanje iz logike? Zdaj, da se razumemo, Jan ni neka matematična perla. Tekmovanje z logike je za mene tako na lestvici 10 najbolj neugodnih stvari, ki se ti lahko zgodijo tekom šolanja. In ker sem kot psihologinja navajena, da je treba razumeti realnost posameznika, ga previdno vprašam: ja, Jan, pa bi ti rad šel na to tekmovanje? In Jan pravi: ja, mami, prosim, jaz bi rad šel. Pravim jaz: veš, Jan, ampak tam bodo tudi ljudje, otroci, ki veliko delajo, ki se veliko učijo, ki so reševali mnogo teh nalog. Oni bodo kar veliko znali, a ne? In pravi Jan: mami, saj veš, jaz ne grem tja, da bi zmagal, jaz grem tja, zato da se bom nekaj naučil. Mami, psihologinja, lahko si mislite, zadovoljna na sprednjem sedežu. Sem zrasla za kakšen centimeter ali pa 2. In takrat pa začne moj mož, inženir strojništva, zadaj za svojim volanom: ja, Jan, ampak veš, tam bo tudi gospa učiteljica in oni gledajo. Le glej, da se boš potrudil, le glej, da se ne boš blamiral, da ne narediš kakšne napake. Jaz skušam ustaviti, a ne? Jaz delam z ljudmi, ki trpijo z anksioznostjo in vem, da taka sporočila pač ne pomagajo pri grajenju pozitivne samopodobe. Ampak moj mož se ne da pusti motiti in naprej razlaga Janu, kako se mora potruditi. Na kar reče Jan na zadnjem sedežu, gleda skozi okno, zamišljen in pravi: ja, veš, tati, saj se bom potrudil po svojih najboljših močeh, ampak tako, da bo nekaj ostalo še zame. Se bom potrudil, ampak tako, da bo nekaj ostalo še zame. In sem rekla: ja, Jan, ti se potrudi, ampak tako, da bo nekaj ostalo še zate, za tvoje knjige, za kolo, za bratca, za vse stvari, ki jih imaš rad, in za vse ljudi, s katerimi si povezani, ki ti veliko pomenijo. To je skrb zase. Se potruditi za druge, za življenje, ampak tako, da ostane nekaj tudi zame. Obljubila sem vam, da bomo še majčkeno aktualni, ne? Da bomo še malo pogledali, kako lahko poskrbimo zase v izrednih okoliščinah. V vsakdanjih okoliščinah je marsikdo od nas že nekako našel en svoj modus operandi, en način, kako poskrbi za to, da mu je v redu. Kaj pa te izredne okoliščine? Kaj pa korona? Kaj pa zdaj? Veliko ljudi nas straši
da bo prišel drugi val, da bo še hujše. Moram reči, da mene osebno te zgodbe o koroni vzpodbudijo k razmišljanju o tem, kako hitro smo ljudje pripravljeni dvigniti prst in kritizirati. Pravkar nam je uspelo z skupnimi močmi, z enimi skupnim odrekanjem, z eno solidarnostjo preprečiti nek zelo grozovit scenarij. In vendar se takoj po tem, ko so bili ukrepi preklicani, najde ogromno ljudi, ki znajo kritizirati, ki znajo reči, da je bilo vse skupaj brez veze, da je itak vse skupaj pretirano. Moram reči, da res zelo, zelo, zelo redko slišim, da bi kdo rekel, wow, koliko dobro smo jo odnesli, kakšno srečo smo imeli, koliko fajn, koliko smo hudi, koliko smo kul, da se nam je to posrečalo, koliko dobro. Tako redko se znamo veseliti tega, kar imamo, in tako pogosto znamo pokazati s prstom na tisto, kar ni. Če se želimo pripraviti na prihodnost, se zato zelo pogosto zapletemo v nek strah, v neko skrb, v predvidevanje, razvijanje nekih negativnih scenarijev. Tako je tudi zdaj, v družbi ogromno nekih predvidevanj, kaj bo, kakšne grozovitosti nas čakajo, neki apokaliptični scenariji krožijo. Zdaj moramo vedeti, da to, da mi pretresamo te apokaliptične scenarije v naših možganih, sproža poplavo adrenalina, noradrenalina, kortizola. Ta ideja, če bom dovolj dobro premislila, pretuhtala vse negativne scenarije, ki se mi lahko zgodijo, mi omogoča, da se zaščitim in tako poskrbim zase. Ta ideja ne pije vode. Možnosti, ki se lahko zgodijo, enostavno preveč, da bi jih lahko anticipirali. In tvoji možgani ne razlikujejo prav dobro med tem, kar se dejansko dogaja, in pa med tem, kar razmišljaš. Temu pravimo kino v glavi. Že s tem, ko razmišljaš o stvarih, tvoji možgani sprožajo nevrotransmiterje, kot da bi se to dejansko dogajalo. V dobrem in v slabem. Če zdaj na veliko skrbiš in si predstavljaš vse grozovitosti, ki se bodo zgodile zaradi korone ali pa zaradi kakšne druge stvari, ne vem, recimo zaradi javnega nastopa, si s tem dejansko ne pomagaš, ampak si v bistvu ustvarjaš v svoji notranjosti dodatno napetost, kar pomeni, da bo trema naraščala, da boš dražljaje hitreje interpretirala kot nevarne, da boš hitreje agresivno odreagirala. Morda je to razlog, zakaj se zdaj po času, po koroni, ko so v bistvu ukinili te ukrepe, zakaj je prav zdaj med ljudmi toliko napetosti, toliko reaktivnosti, zakaj je toliko vzkipljivosti? Zato, ker se je v nas sprožil ta način skrbenja. Če želiš torej poskrbeti zase in se pripraviti na izzive prihodnosti, si narediš največjo uslugo, če se obrneš vase. V psihologiji poznamo izraz rezilientnost, psihološka čvrstost.
To je neka osebnostna poteza, ki predstavlja naš imunski sistem. Opisuje se z lastnostjo materijala, ki se upogne in potem, ko se upogne, skoči nazaj v prvotno lego. Ali pa žogica, ki jo zalučaš ob tla, se ob udarcu ob tla sprosti in se potem požene nazaj v višino. Tako se tudi ljudje po udarcih usode lahko vzravnamo ali pa obležimo na tleh. Rezilientnost se lahko ilustrirava tudi z podobo hrasta in breze. Če si predstavljaš gozd, zelen gozd z številnimi drevesi, ki rastejo v njem, nekatera so velika, druga so majhna, ena so mlada, druga so stara. In v tem gozdu je tudi visok, močan, mogočen hrast. Ta hrast ima močno deblo, močne veje, mogočno krošnjo. Je trd in lahko kljubuje že stoletja deževju, snegu, soncu. Nedaleč stran od tem hrastu pa stoji tudi breza, vitka breza s svojim nežnim, upogljivim deblom, zelo drugače odreagira na veter. Njeno šelestenje listov zašelesti že ob najmanjšem pišu, medtem ko hrast ostane tok in negiben v manjših vetrcih. Se bo breza v vetriču upognila, odreagirala, zaplapolala z njim. Nekega dne je prišel močan tornado, močno neurje. Blisk, grom, strela so treskali okrog. Hrast je bil visok in velik. En je bil za svojo mogočno pojavo dobra tarča, da je strela udarila ven. Veter ga je zlomil. Breza je v pišu vetra upognila svoje vitko deblo in plavala z sunki vetra, plapolala z listi, skupaj z dežjem, piši vetra. Da nadaljuje svoje življenje. Breza je podoba rezilientnosti. Hrast pa, včasih se želimo biti hrast in se zaščititi, se zavarovati. V psihologiji smo ugotovili, da je rezilientnost lastnost, s katero se ljudje rodijo. Do neke mere nam je položena v zibelko. Na nas pa je, kaj bomo s tem potencialom, ki ga imamo, naredili. Danes vemo, da rezilientnost lahko razvijamo. Zato obstaja veliko programov, veliko načinov. Jaz bi ti danes rada dala na pot akronim SAVES. SAVES, ker vključuje tiste notranje vire, ki jih lahko sama razvijaš, da poskrbiš zase, se opremiš za izzive in postaneš bolj rezilientna, da lažje kljubuješ vetrovom. S je za socialno povezanost. Naše socialne povezave, prijatelji, bližnji stiki, ki jih imamo, to je naš dejanski kapital. Tudi v času korone smo videli, prav bližnji odnosi so bili tisto, kar je zelo pomagalo, da so ljudje ali pa odločalo, ali so ljudje korono doživljali kot čas povezanosti ali pa kot čas osamljenosti in praznine. Za nas, slepe in slabovidne, za ljudi s hendikepom, je prav socialna povezanost še posebno pomembna. Ta družbeni kapital je tisti, ki nam dejansko pomaga, da bomo lahko vse tehnične pripomočke s pridom uporabljali.
Vsa tehnika je mrtev kapital, če nimaš enega socialnega okolja, kjer bi jo lahko razvijal, kjer bi jo lahko uporabil. A je za aspekt. Aspekt pomeni vidik, stališče, ki ga zavzameš do situacije. Zelo odvisno je, ali boš situacijo videl kot grožnjo, kot nekoga, ki te ogroža, ki ti spet krati neke pravice, kot zelo pogosto opažam sploh pri, bom rekla, invalidih, ljudi, ki imajo mentaliteto invalida, da se jim zdi, da se jim nekaj odvzame, da se jim kratene pravice. Lažje ti bo, če zavzameš perspektivo rasti. Če razmišljaš o tem, da te življenje vzpodbuja, ti odpira možnosti in priložnosti, da se razvijaš. Namesto, da jemlješ stvari kot grožnjo, bo lažje, če jih vzameš kot priložnost, kot izziv. Če gledaš, v kaj te življenje vabi, da razvijaš na tej točki. Jaz sem v času korone delala res v svoji praksi 10, morda 15% tistega, ki ga delam običajno. Imela pa sem mnogo več časa za čas z družino, za čas s partnerjem, zato da sem spoznala našega novega muca. Lahko gledamo na situacije kot na nekaj, kar nas ogroža, lahko razmišljamo, kaj vse nam je bilo odvzeto, lahko pa razmišljamo, kaj vse nam je bilo dano. Meni je slepota zagotovo ogromno vzela, mi je pa prav tako tudi ogromno dala. Moje življenje bi bilo zagotovo zelo drugačno, če ne bi oslepela. Iskreno povedano, pa dvomim, da bi bilo srečnejše ali bolj izpolnjujoče. Torej, A za aspekt. V za vrednote. Vrednote, to so tiste stvari, ki so ti pomembne v življenju. Danes vemo iz številnih raziskav, da je sledenje vrednotam tisto, kar ti pomaga, da greš čez neke prepreke, čez neke stiske, tudi takrat, kadar je težko. Že samo zavest, da slediš temu, kar ti je pomembno, ti lahko pomaga, da greš preko samega sebe in premagaš svoje strahove. Jaz sem bila v osnovni šoli tista majhna punčka, ki je sedela v drugi klopi, čisto pri oknu in je govorila z zelo tihim glasom, kar se je neskončno bala napak. Najbrž težko verjameš, ampak jaz se smrtno bojim javnega nastopanja. Danes je mnogo bolje, ampak pred nekaj leti, ko sem začela z mojo terapevtsko prakso in ko sem ugotovila, da bom morala spregovoriti ljudem, če jim želim nekaj povedati, takrat je bilo zelo hudo. Želja prenesti ena pozitivna spoznanja, želja podpreti ljudi, da zaživijo svoje potenciale in ne nazadnje, želja podpreti mojo družino in omogočiti mojim otrokom, da imajo mamo, ki se ne bodo sramovali in za katero ne bodo kazali s prstom v šoli in rekli, le, slepo mamo imaš. Ta želja mi je pomagala, da sem začela govoriti ljudem, da sem se upala stopiti pred mikrofone, pred kamero. In ta želja, ta moja vrednota mi še danes pomaga in mi je tudi danes pomagala premagati tremo, da ti lahko povem tele stvari tukaj. O sledenju vrednotam imam še eno zgodbo, ki bi jo danes rada delila s tabo. Kot vidiš, imam zelo rada zgodbe. Ker zgodbe govorijo več kot gola dejstva, ker sežejo globje. Nekoč je torej živel kapitan.
kapitan, ki je plul na barki. To je bila tašna stara, velika barka z velikim jadrom, ki je plapolala v vetru. Spodaj je pluskalo morje, v globini, v kajuti te ladje, v njem trupu, pa so se skrivale pošasti. In vsakič, ko se je kapitan želel približati obali, so pošasti v podpalubju zagnale silen hrup. Tok, 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 ne približuj se, ubile te bomo, požarle te bomo, so rjovele. In kapitan se je ustrašil, obrnil je krmilo in zopet zapeljal ladjo na odprto morje. Tako je krožil gor in dol ob obali. Veter je pihal, sonce je sijalo, dež je padal, vetrovi so tulili in kapitan je plul gor in dol ob obali in opazoval pristanišče, ki se je zrcalilo na obzorju. V tem pristanišču sta ga čakala njegova žena, njegov sin, tam je bilo vse polno hrane in pijače, vsi njegovi prijatelji so bili tam. Kapitan pa je plul gor in dol na tej svoji ladji, vas osamljen. Vsakeč, ko se je približal obali, so pošasti v podpalubju zagnali vik in krik. Tok, 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 ne približuj se, ubile te bomo, požarle te bomo. Kapitan se je ustrašil in zopet odplul na odprto morje. Tako je plul, gor in dol. Sonce je pripekalo, veter je tulil, dež je padal. In kapitanu so pošle vse zaloge. Najprej mu je pošla voda, potem hrana. Bil je lačen, žejen, osamljen. Stiska je postajala vse hujša. Dokler se ni nekega dne odločil, da ima tega dovolj. Bolje je, da me pošasti požrejo, kot da umrem, lačen in žejen in osamljen, je sklenil. Naravnal je ladjo proti pristanišču, razvil jadra in trdno prijel krmilo v svoje roke in zapeljal pristanišču naproti. Veter se je ujel v jadra in potegnil ladjo naprej. Pošasti v podpalubju so to videle in zagnale silen vik in krik. Tok, 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 ne približuj se, ubile te bomo, požarle te bomo, so rjovele. Vse glasneje in vse glasneje. Kapitan pa se ni dal, trdno je držal krmilo. Naposled so pošasti odprle loputo in prilezle na krov. Obstopile so kapitana, rožljale z zobmi, zavijale z očmi, kazale kremplje, mu to pletale z jeziki. Obstopile so ga. Ne približuj se, ubile te bomo, požarle te bomo, so rjovele. Kapitan pa je držal krmilo. In naposled je v nekem trenutku ugotovil, da mu pošasti nič ne morejo, da samo rogovilijo, rožljajo in grozijo, da mu dejansko nobena pošast ne more nič. Zapeljal je ladjo v pristanišče, zvil jadra, skočil, na pomol objel ženo in sina, se do sitega najedel, napil, poveselil s prijatelji in tako so srečno živeli do konca svojih dni. Zgodba o kapitanu je zgodba o moči vrednot. To je zgodba o tem, kakšno moč ti da to, da slediš svojim vrednotam in tako kljub strahu, kljub stiskam, greš nasproti tistim stvarem, ki ti nekaj pomenijo, da greš svoji rasti naproti. Torej za vrednote. Za emocije, čustva. Pogosto imamo občutek, da nekatera naša čustva niso zaželjena. Skozi vzgojo so nam rekli, da se punčke kaj že ne smemo jeziti, pa fantke ne smejo jokati. Danes živimo v enem svetu, kjer nam psihologija jasno pove,
da je to vendarle del naše človeške realnosti, da je za naše psihološko zdravje pomembno, da objamemo, sprejmemo celotno mavrico, celo paleto vseh naših čustev. Če torej želiš delati na psihološki čvrstosti, je pomembno, da zaobjameš vsa svoja čustva, celotno čustveno paleto. To, če si žalosten, žalostna, ne pomeni, da zato ne moreš početi nekaterih stvari. Mogoče jih lahko počneš malo drugače, malo bolj počasi, malo kasneje. Pomembno je sprejeti zavest, da so vsa ta čustva del naše čudovite človeške mavrice. In prav ta naša mavrica nas dela edinstvene, človeške, dragocene. Ta mavrica nam omogoča, da drug po drugem rastemo, si pomagamo, se podpiramo, tudi čez trenutke trpljenja. Tudi to je del naše človeške zgodbe. Buda je rekel, da je življenje trpljenje. Pravzaprav je rekel, da je življenje duha. Duha je kolo, ki je šlo iz vsi. Se pravi, življenje ni nekaj, kar gre naravnost. Ja? Življenje je, sestavni del življenja so krize. Krize niso vprašanje kdaj, ni vprašanje če, vprašanje je kdaj. Kriza pač bo prišla. In kot pri vsaki krizi grejo tudi zraven tudi tiste emocije, ki so težje, ki so morda bolj neprijetne. Za psihološko čvrstost je pomembno, da jih znaš sprejeti, objeti in pustiti, da stečejo mimo. Ljudje smo zgrajeni tako, naša fiziološka oprema je takšna, da čustva minejo. Lahko zaupava, da tako kot je veter prinesel oblak na nebo, da ga bo tako tudi odnesel. Podobno je s čustvi. Pridejo in grejo, tako kot oblaki na nebu. Za emocije. In S v akronimu SAVES, S za smeh. Ne se pozabiti smejati. Včasih rečejo, da je smeh pol zdravja. In danes v sodobnih raziskavah vemo, da je res. Smeh, humor, to, da znaš včasih kakšno stvar pogledati, tudi iz malo bolj smešne plati, da se znamo včasih prav slepi in slabovidni tudi sami sebi nasmejati, da se znamo jemati majčken manj resno. To ti res lahko pomaga, da greš čez kakšen življenjski kucelj lažje, z nasmehom. Tako da toliko o rezilientnosti, o psihološki čvrstosti. Psihološka čvrstost je lastnost, ki je prav za nas slepe in slabovidne, ali pa za vsaj ljudi, ki se srečujemo s hendikepi, takšnimi drugačnimi, toliko bolj pomembna. Kot človek z dodatnimi ovirami imam manj resursov in zato je pomembno, da tiste resurse, ki jih imam, dobro uporabim, jih razvijam. Psihološka čvrstost je tvoj resurs. Nekaj, kar imaš, kar nosiš v sebi in kar lahko razvijaš. In upam, da je tole en receptek, ena majhna spodbuda za to, kako. Jaz upam, da si tale slajd zdaj prav premaknil in da gledava sliko dihurčka in vrtnice. Če ne, bom prosila tehnika, da bo tako prijazen, da bo tole stvar popravil. Ker sem navajena na malo drugačno tipkovnico, pa potem ne premikam mogoče slajdov čez koliko bi bilo treba. Skratka, dihur in vrtnica. V življenju srečujemo različne stvari. Različne stvari, ki se nas dotaknejo na različen način. Odreagiramo tako ali drugače na dražljaje, dogodke, ki jih srečujemo. Če stopiš na vrtnico, bo zadišala.
Zrak se bo napolnil z omamnimi vonjavami. In če se dotakneš dihurja, bo zasmrdelo. Tako smo lahko mi v naših življenjih. Tako lahko odgovarjamo na to, kako se nas dotaknejo življenjski izzivi. Kot vrtnice ali kot dihurje. Imamo potencial za oboje. In v veliki meri je naša izbira, v veliki meri je tvoja izbira, da razmišljaš, kaj boš v svojem življenju za svoje bližnje. Dihur ali vrtnica. S to mislijo bi zaključila za danes in mogoče bi preleteli pot, ki smo jo prehodili skupaj. Najprej smo se malo ustavili ob slepih, slabovidnih, ob situaciji slepih in slabovidnih danes. Skušali smo osvetliti ravno ob 100-letnici zveze to situacijo iz ene pozitivne perspektive. Z eno hvaležnostjo za pot, ki je bila prehodena. To ne pomeni, da smo na koncu. Zagotovo se da še marsikaj izboljšati. Jaz upam, da je ta dogodek danes, podobni dogodki, vsi dogodki v okviru tega tedna ob obletnici in vsi drugi, vsa naša druga delovanja slepih in slabovidnih, ko se pojavljamo v družbi. Upam, da so vse to neki majhni prispevki, kamenčki, s katerimi bomo prispevali k temu, da bo stigmatizacije še manj. Da bomo prispevali k temu, da bomo odpirali vrata za drugačnost in pomagali nam in drugim preiti ograje, ovire v naših glavah. Vendarle pa je na tej točki pomembno, da pogledamo nazaj s hvaležnostjo, z enim občudovanjem za vse, kar je bilo do zdaj narejeno in z zavestjo, da živimo v času, ker imamo res ogromno možnosti, z eno spodbudo za to, da izkoristimo možnosti, ki jih imamo. In začnemo s tem, da pri nas samih preraščamo naše ovire. Ena izmed teh ovir je gotovo v tem, kako gledamo na nas same, zato smo rekli, da imamo na izbiro, pristanemo na zadovoljevanju bazičnih potreb ali pa si upamo seči više, realizirati naše človeške potenciale. Malo smo se pogovorili o naših potrebah. Ustavili smo se o tem, kaj nam govori znanost o sreči. Spomnili smo se, da sreča presega naše okvire, naše biti. Da naše življenje doživljamo kot osmišljeno takrat, kadar naše potenciale angažiramo za druge, da tudi slepi in slabovidni lahko dajemo. Imamo ogromno za dati. In da je fino, da se začnemo tega zavedati. Da ni treba, da imaš zelo veliko, da lahko začneš dajati. Dovolj imaš že danes. Spomni se na Jana, na njegovega maca. Na 11-letnega fantka, ki je našel način, da je prepričal mami in tatja, da je polepšal življenje enemu zavetiškemu mucu z ranjeno glavico. In spomnili smo se našega psihičnega imunskega sistema, na rezilientnost, na to, da nosimo v sebi psihološko čvrstost, ki jo lahko razvijamo. In da nismo ostali samo pri nekih teoretičnih stvarih, smo poskušali biti čim bolj konkretni, poskušala sem ti dati par konkretnih iztočnic. Kako lahko v svojem življenju začneš sama z razvijanjem psihološke čvrstosti, kako se lahko opremaš za izzive, ki jih prinaša prihodnost. Rada bi se ti zahvalila za to, da si ostala zraven. Jaz upam, da ti je bilo tole v navdih.
Želela bi si, da skozi gledanje tega prispevka zaveš svojih potencialov, moči, ki jih imaš, in da dobiš eno spodbudo za to, da jih začneš razvijati. Trdno verjamem, da si lahko en pomemben doprinos v družbi, v svojem okolju, pri ljudeh, ki jih srečuješ. Trdno verjamem, da so tudi ti lahko navdih. Skupaj spreminjamo svet na bolje. Hvala za pozornost.